Preko 15 lesenih bark, vsaka z bogato preteklostjo, narejena za drugačen namen. Ljubitelji tehniške dediščine so tu v preteklih desetletjih vrnili sijaj prej nekateri starki. Ta lepotica je piranska Trabakula, tovorna barka, ki ima na grbi preko 100 let. Bila je zgrajena v Piranu, potem je plula tlele po jadranski obali po drugi svetovni vojni. Lastniki so bili Italijani, so barko prodali Dalmatincem, je potem v Dalmaciji gradila po otokih svojih 20-30 let. No in leta 1977 je prišla pa tukaj na škver. Škver kot takšen pomeni obrtniško ladjedelnico za barke v lesu. Pomeni neprecenljivo dediščino, kjer se da še videti vso to tradicionalno gradnjo plovil. Ne samo tradicionalno gradnjo, da se vidi ta plovila in moram priznati, da nekaj podobnega bomo težko uzrli, kamorkoli se podamo. Znanje, ki je za izdelavo takšne barke potrebno, bi le težko našli v knjigah. Mojster dela vaje in vaje delajo mojstra. Interesantno je to, delaš z starejšim mojstrom 20 let, pa prideš ti do idej, ki jih on nima in tukaj je ta interakcija. Le streljaj od škvera pa smo lahko priča popolnoma drugačni zgodbi, ki pa ima v bistvu isti predznak – ljubezen do nečesa posebnega. V naši zbirki je cirka 1600 različnih vrst, torej kaktusov in sukulent. Zbirka je nastajala z enim, začetek eden. Najstarejši je bil takole neznaten, ko je našel stalno mesto v peščeni zemlji. Danes je star več kot pol stoletja. Magdo in njenega soproga je ljubezen do kaktej nesla na vse konce zemeljske oble. Moj mož je bil tako radoveden, da je vse tam, kjer ta vrsta raste, želel tudi tam biti, doživeti to. Skupaj sta potovala po Mehiki, od tam pa sta se vrnila z nekaj primerki kaktej in semeni, iz katerih je zrasel prenekater velikan. Kaj ocenjujete, koliko ilegalnih prebežnikov hranite v vaši zbirki? Jaz bi kar okvirno rekla, skoraj da res lahko kar okvirno rečem, kar 3/4. Seča je le streljaj od najbolj obleganega turističnega kraja na obali, ker spada v krajinski park, pa ni gosto poseljena in tako nudi mir in oddih tudi v turistični sezoni. Potev zaključujemo na vrhu polotoka Seče, na Forma-Vivi, kjer je na ogled preko 100 kamnitih skulptur. Te nudijo navdih številnim umetnikom, burijo domišljijo, od tu pa se ponuja tudi čudovit razgled na okolico.